Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o varčevanju za pokojnino. Z menoj je predsednik uprave hrvaške družbe Erste Plavi, Petar Vlajić. Pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam. Na vašem LinkedIn profilu sem videla, da ste že skoraj 22 let predsednik uprave Erste Plavi. Drži? Ja, to je zelo, drži, 22 let že. Živite in delate na Hrvaškem, ste pa tudi odličen poznavalec Slovenije. Midva se pogovarjava zdaj v slovenščini, torej očitno tudi dobro govorite slovensko. Ja, govorim dobro slovensko. Ja, jaz sem vse šole končal v Sloveniji, pa tudi rojen sem v Sloveniji, pa tudi mama je čista Slovenka, oče pa Hrvat, tako jaz sem mešanc. Ja, kar nekaj Hrvatov poznam, ki so mešanci, ampak govorijo samo hrvaško, ne pa tudi slovensko. Ja, to pa drugo. Veste kaj, jaz sem se hrvaščine naknadno naučil. No, jaz sem v bistvu materini jezik, ni slovenščina. Čeprav je tudi res, da pa že 26 let živim tukaj na Hrvaškem, pa človek začne že malo mešati in en in drug jezik. Ja. A gremo mečkam za začetek predstaviti Erste Plavi, koliko sredstev imate pod upravljanjem, koliko varčevalcev pri vas varčuje in kakšni so bili donosi recimo v lanskem letu? Ja, Erste Plavi je en od 5 pokojninskih družb na Hrvaškem. Od tega so 4 pokojninske družbe, ki imajo in prostovoljne sklade, to je v Sloveniji drug steber, na Hrvaškem to tretji steber, pa tudi obvezne, ampak privatne pokojninske sklade, to je na Hrvaškem drug steber. No? Vse skupaj imamo mi, naša družba za upravljanje pod upravljanjem nekaj okoli 3 milijarde evrov, s tem, da je večinoma to o obveznih pokojninskih skladih, je pa tudi približno 150 milijonov evrov je pa tudi v prostovoljnih pokojninskih skladih. No, čeprav je obvezni, zato ker so po zakonu mora vsak zaposlen na Hrvaškem 5% bruto plače odvajati od enega od privatnih obveznih pokojninskih skladov, zato so tudi sredstva v teh skladih so zelo velika. No. Tudi glede na BDP so to že približno 30% hrvaškega BDP akumuliranih v vseh privatnih obveznih pokojninskih skladih. Se pravi, to je ena zelo velika razlika z Slovenijo. Ne? 5% bruto plače je treba obvezno dajati v enega od teh skladov. Pri nas recimo to ni obvezno, ampak je prostovoljno. Ne? Ja, to je drugače, to je čisto drugačno. Enostavno ne more se primerjati. No, tudi na Hrvaškem obstajajo prostovoljni skladi, samo na Hrvaškem za razliko od Slovenije večino sredstv teh prostovoljnih skladov so tako, da so se varčevalci oziroma zaposleni sami izbrali pokojninski sklad in sami vplačujejo sredstva, imajo pa davčne olajšave določene, pa država še subvencije daje za vplačila v te prostovoljne pokojninske sklade. Samo so pa te obvezni veliko večji. No. Ja, neke ideje so tudi, da bi nekako skupirali vaš sistem. A mogoče se še kaj se pogovarjate s kom iz Slovenije, kako bi prenesli to prakso iz Hrvaške v Slovenijo? Ne, noben še ni kontaktiral. Pa tudi drugi kolegi, ko se pogovarjamo, še noben je rekel, da je nekdo kontaktiral iz Slovenije, no, kar se tiče izkušenj na tem področju. A mogoče lahko poveste, zdaj vi približno imate neke ocene, koliko menite, da bi potreboval imeti neka oseba privarčevanih sredstev ob upokojitvi? Se pravi, pri 60-65 letih, koliko približno je potrebno imeti denarja, zato da si lahko nekako vzdržujemo ta standard življenja, ki ga imamo praktično skozi delovno dobo? Veste kaj, to mi je zelo težko reči, no. To moram biti iskreno. To je zdaj vprašanje, tukaj na Hrvaškem se samo pogovarja o tem, a je drug steber se bolj splača, kakor pa prvi steber, oziroma da ima nekdo, veste kako je na Hrvaškem sistem, ko greš v pokojnino, v pokoj, potem izbereš, a boš ostal v kombiniranem sistemu prvi-drug steber, se pravi deloma privatno, a se boš pa vrnil nazaj v državni ta prvi steber oziroma pay-as-you-go sistem. Zato, ker glede na to, da so te, ki grejo zdaj v pokoj, niso bili v celotnem obdobju 40 let delovne dobe v kombiniranem sistemu, pa se določeno ljudem ne splača. Pa tudi en od problemov trenutno je to, ker je bila zelo visoka inflacija, so se pokojnine avtomatično po formuli uskladile in so zrasle. Drug steber, skladi so imeli pa negativen donos lansko let, zato so popadale tako in delnice in obveznice,
zaradi dvigovanja pač donosov na obveznice, ne. In zaradi tega je pač določenim ljudem se enostavno spremenil prej, ki se jim je splačali v kombiniran sistem v pokoj, v nekem trenutku se jim pa ni več splačalo. Tako da je deloma nekateri grejo trenutno, nekateri ne, samo potem, ko bojo po bodočnosti šli pa tisti, ki so pa cel življenjski vek v bistvu oziroma delovno obdobje preživeli v kombiniranem sistemu, te bojo pa pač večinoma šli na ta kombiniran sistem bodočnosti. Kdaj pa se upokojujejo Hrvati, pri kateri starosti? 65 let oziroma 40 let delovne dobe. Razmišlja se zelo resno, da bi šlo na 67 let v bodočnosti. Zdaj, ko govorimo o povišanju te starostne dobe oziroma upokojitvene dobe, zdaj v Franciji divjajo protesti, mislim, da je danes preko 10 milijonov ljudi na ulicah, protestirajo pa zaradi tega, ker pač želijo s pokojninsko reformo dvigati z 62 na 64 let, ne? Kako recimo komentirate to, recimo zdaj te izgredi, ki se dogajajo, pa tudi konec koncev pokojninske reforme se dogajajo vse povsod in to ni najbolj priljubljen nekak ukrep. Ljudje to ne sprejmejo ravno najbolje. Ja, veste kaj, to je tako zelo po moje enostavno. Pač število tistih, ki delajo v primerjavi s tistimi, ki so v pokoju, se enostavno spreminja, slabša se ta razmerje, ker se slabša, pač se bo moralo spremeniti. Ne. Nekaj se bo moralo spremeniti, ali bojo izdvajanja za pokojnine se povišala, ali bojo podaljšali delovno dobo, nekaj bo v glavnem treba narediti. Ne glede, samo pač tudi fertility rate, se pravi, naravni prerast prebivalstva se znižuje. Tako da ni to problem samo v Franciji, po mojem, da v celi zahodni Evropi, čeprav Francija je ekstremno. Ja. Se mi zdi, kar se tiče upokojitve. Ja. Trenutno bomo videli, kako se bodo odzvali v drugih državah, ko bojo prišle te pobude za dvigovanje te starostne meje za upokojevanje. A lahko mogoče tukaj sam se dotakneva še ene zadeve, ki se mi je zdela ful zanimiva in sicer pogovarjala sem se z enim podjetnikom, ki je povedal, da želi lansirati nek zelo balkanski izdelek na evropski trg in povedal je, da je namenjen ta izdelek migrantom. In ko sem ga vprašala, ali je naredil analizo teh migracij iz Balkana in dejansko se ogromno ljudi izseljuje v bistvu iz Balkana. Iz Srbije preko 700,000 ljudi je šlo, iz cele regije, mislim, da okrog 4 milijone ljudi. In to zelo vpliva na demografske trende. Seveda, število prebivalstva se znižuje. Ne samo to, da je naravni prerast zelo nizek, se pravi, zelo malo je novih rojstev, ampak tudi ljudje se izseljujejo. Ja. To se tudi iz Hrvaške so se ljudje izseljevali v nekem trenutku. Dajmo reči, ko je bilo v začetku leta 2000 do 2010, mislim, zdaj ne vem čistočno, no, je bila Hrvaška pozitiven prirast, zato ker se je zelo veliko ljudi doseljevali iz Bosne. Pa doseljevali se tudi z Makedonije, pa tako naprej. Potem se pa to se je zaustavilo enkrat, se je začelo pa pospešeno izseljevanje iz Hrvaške v Zahodno Evropo, sploh, ker se je Hrvaška pridružila v Evropski uniji. Zdaj pa mislim, da počasi tudi to jenja. Ne? In so pa prisotni trendi pa drugi, da se pa iz zelo nerazvitih držav se delovna sila začasno preseljujejo. Zdaj so pa že tudi, mislim, počasi vidni trendi, da se pa tudi zastalno naseljujejo. Mislim, verjetno, da se je začelo tudi to, da se stalno naseljujejo. To sploh iz jugovzhodne Azije pa to. Enostavno se to spreminja se, ne, pač. Zdaj sam upamo lahko, da bojo ti začeli malo bolj producirati otroke in da bojo prispevali tudi v pokojninsko blagajno. Ja, enostavno, moraš imeti prebivalstvo, moraš imeti novo delovno silo, ko bo plačala. Kako pa je recimo na Hrvaškem z tem podaljševanjem v bistvu delovne dobe še v jesen življenja? Recimo danes sem se pogovarjala z Markom Mobiusom, on je legenda investiranja na trgih v razvoju in mi je rekel, da on sploh ne pozna besede upokojitev. Ne. Imamo tudi enega slovenskega menedžerja, s katerim sem se pred kratkim pogovarjala, 95 let star Aleš Mižigoj, tudi on se še ni upokojil. Tako da je nekaj ljudi, ki vztrajajo tudi potem na jesen življenja praktično. Kako pa je to na Hrvaškem? Ja, se tudi tukaj na Hrvaškem lahko ti podaljšaš pač delovno dobo. Če ti mislim, lahko, ne.
Da greš v pokoj, delaš še naprej, sej po zakonu nekaj je, kdaj bi ti moral iti, samo ti lahko to stopiraš, pa še naprej delaš. Se da, ne, sej zdaj, koliko ljudi pa to priložnost sprejme, to pa ne vem. Ja, bolj malno se mi zdi, da vsi sam čakajo tisti datum, da grejo direkt v penzijo. A greva se mogoče dotakniti malo vaših investicij, kje vse investirate, če ste lahko kar se da konkretni tukaj? Ja, mi investiramo, da tako reči, tako, ko se tiče asset class, investiramo v obveznice, delnice, v sklade, sploh v te ETF-e, to se pravi, ker so skladi, s katerimi se trguje kot z delnicami. Imamo naložbe tudi v nepremičnine, sam še ne smemo direktno, ampak indirektno prek skladov ali pa prek posebnih SPV-ov, ki jih ustanovimo, kar se pa tiče pa regionalno, ne. Moramo pa po zakonu v teh največjih skladih, ki jih imamo, ker je recimo 90% sredstev po vseh pokojninskih družbah je v enem skladu obveznem, ne, in tema pa večino po zakonu v tem skladu moramo najmanj 50% imeti v državnih obveznicah. Ne. Včasih je bilo to v državnih obveznicah Republike Hrvaške, zdaj so pa to državne obveznice Evropske unije, ne, katerekoli države, se pravi v teh skladih moramo najmanj 50% imeti tam. To imamo zdaj že diverzificirano, se pravi ne samo v hrvaških, tudi na koncu tudi nekaj imamo v slovenskih obveznicah, pa ne imamo v obveznicah držav, kot so Češka, Poljska, Italija, iz taktičnih razlogov tudi kupujemo ameriške, nemške obveznice, čeprav so donosi nižji, pa se načeloma na daljši rok sloma splača, ne. Kar se tiče pa delnic, pa to pa isto vlagamo na Hrvaškem, 15% recimo naših sredstev je na Hrvaškem, ampak vlagamo pa tudi v zahodni Evropi, zelo veliko v Ameriki, pa v regiji, tu v Sloveniji. Recimo Slovenija je, nekako se mogoče neumen zgleda, samo Slovenija se je izoblikovala za nas kot nek domač trg. Ne samo za nas sklad, ampak tudi za druge sklade Hrvaške. Ne. Ker pa pač ni prav zelo veliko velikih podjetij, se tudi na Hrvaškem jih ne. Pač vlagamo, skoncentrirane so naše naložbe v Sloveniji v Petrol, Nova Ljubljanska banka, Krka, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava, mogoče imajo nekateri še Luka Koper, pa to v glavnem te največje slovenske firme. No, imamo kar velike deleže že v teh firmah. Zdaj, podjetja v Sloveniji objavljajo dividende, slovenske delnice veljajo za kar precej dividendno donosne, tam med 5 do 8% na letni ravni. Je to dovolj velika motivacija, da greste v to zgodbo, ne? Je, seveda. Mi smo zelo zadovoljni z dividendami, zdaj glih Krka objavlja, ko bojo predlagali dividendo zelo visoko, no pa tudi Petrol je imel zelo visoke dividende, letos mislim, da na Voxu imel lansko leto izgube zaradi tega, ker pač zaradi državnih ukrepov, ne. Kar se tiče cen naftnih derivatov, pa plina, mislim, da je to enostavno, da je tukaj zelo veliko škoda Petrolu trpel, ne, in tudi vprašanje, če bojo dividendo plačali. Potem, tudi Zavarovalnica, tudi recimo Ljubljanska banka isto, zelo dobre dividende imajo. No, mi smo zelo zadovoljni, više so dividende v Sloveniji v povprečju kot v regiji, pa tudi više kot tu na Hrvaškem. No, tudi slovenske delnice so na splošno relativno poceni. Se pravi, bi zdaj ocenil, da je primeren trenutek za vstop na slovenski trg? Ja, pa mislim, da je še zmeraj. Ne glede na to, tudi če bo prišlo do kakšne recesije, pa to sedlo pride do poniranja, pa do korekcije, pa to sami mislimo na daljši rok. Mi gledamo na daljši rok, mi ne gledamo to na kratkoročno. Se mislim, da so hrvaški pokojninski skladi skupaj so prek 10% lastniki Petrola. Tudi NLB-a je, mi sami imamo 4,5%, tudi kar neki, pa Krka, pa je kar aktivni smo. Zdaj, investiranje v take trge, kot je slovenski, ali pa hrvaški, ali pa recimo tudi libanonski, ali pa Egipt, ali pa Argentina, to so robni trgi, kar pomeni, da obstaja neko tveganje. Se pravi, en večji investitor, kot ste vi, zelo težko se umakne z trga, zaradi tega, ker je nizka likvidnost. Ja, to pa je problem, to pa ne moreš vse prodati. Čeprav trgi so bolj likvidni, kot to zgleda na prvo. Mi, če hočemo paket prodati katerekoli te delce, NLB-a, Petrola, pa to, ti, ko poiščeš kupcev, koliko boš zelo hitro lahko to prodal, zdaj v tem trenutku. Sanka pa pride do kakšne krize, se pa trgi zmrzne. Ja, zdaj sem gledala na terminalu, slovenski indeks, pa tudi hrvaški je za kratek čas bil med najbolj donosnimi v letošnjem letu, preko 14%, in to so v družbi ravno teh Libanona, Laosa, Egipta, Argentine in vseh. No, to je to, ne? To so te trgi, ja.
Zdaj, nekaj ste omenili tudi v bistvu obvezance, pa zanimiva je v bistvu izkušnja Hrvaške, ki so v bistvu pozvali male vlagatelje k investiranju v hrvaške državne obveznice. To smo videli tudi v Belgiji, v Španiji. Kako vi gledate na to potezo hrvaške vlade, ki je najprej ponudila malim vlagateljem? Ja, to je bila zelo uspešna zgodba. No. Vse to je pač enostavno, resne mere na depozite na Hrvaškem so še zmeraj bile zelo nizke. No. Bili z nule, malo čez, no, potem so pa pač Hrvaška je pa donosi na obveznice še šli pa gor. Ne. Ker so šli pa donosi na obveznice gor, je bila pa zelo velika disproporcija med pač obrestmi na depozite in pa donosi oziroma obresti na obveznice. Ne. Pa so pa zelo pameten, po mojem so zelo pameten to naredili, če celo donos je bil nižji, kot je bil primerjalni donos na trgu. Ne. Se pravi, v bistvu skladi niti niso prav zelo veliko tega kupili, samo je pa državljani so pa vse to pokupili. Tudi če bi še več izdali, bi lahko še več prodali. Mislim, zelo pameten trenutku so to naredili, zdaj so pa tudi kratkoročno obveznico. Zakaj so kratkoročno? Zato, da ne bojo pač ljudje prav preveč izpostavljeni obrestnim tveganjem. Se pravi, mislim, da je bila dvoletna Hrvaška. Dvoletna, ja, dvoletna. Ja. Tako da ja, pri nas v Sloveniji tudi razmišljajo, zaenkrat nič še ni na tem, ampak razmišljajo. Ne? Ampak so pa v Sloveniji nekaj drugega pogruntali. Zdaj smo dobili to izjavo od ministra za finance in sicer želijo izdati trajnostne obveznice na Kitajskem in na Japonskem. Podobno ravnajo tudi druge države po Evropi. Hrvatom menda, da to ni zanimivo, smo danes izvedeli, kolegica Pia Benene je to izvedela. Kako gledate na to zgodbo, investiranje, izdajanje na Japonskem? Veste kaj, kad gledate perpetuity obveznice zanimive, so takrat, ko so zelo nizke obrestne mere. Zdaj so obrestne mere že malo začele rasti to. Ne? Pa tudi pač to je, dajmo reči, imajo kar visoko obrestno tveganje. Ne? Tveganje do spremembe obrestnih mer. Nimam kakšnega posebnega odnosa do tega, mi recimo kot sklad nismo kupovali zelo tam obveznice z dospetjem več kot 30 let, ne. Kot 30, 40, 50, pa te več tudi 100-letne obveznice, mislim, da jih je Avstrija izdala. Jih je, ja. To nismo, te mi nismo kupovali. Sploh pa, ko so jih izdali te zelo dolgim dospetjem obveznice, takrat bi so bile obrestne mere blizu nule, tam recimo 10-letne obveznice. Ja, ampak kaj pa, da so denominirane v japonskem jenu, recimo? Ja, si to imaš pa tudi, to imaš pa še valutni rizik, ti se moraš pa hedžirati, ne. Se pravi, v bistvu, ker japonske obrestne mere so najnižje, ti v bistvu, da bi se zaščitil, pa mislim, da bo to država naredila, ne, pač moraš pač se hedžirati, ne, pa ti pa ni donos več, oziroma tvoje obresti, ki jih plačuješ, niso recimo 1%, ampak so 2,5-3%, zaradi razlike obrestnih merah, ne. Ja, zanimivo je tudi zdaj dogajanje, kar se tiče valutne vojne, ne vem zdaj, če se to dogaja, ampak ja, nekateri pravijo, da se že dogajajo te valutne vojne, vlagatelji in pa države pa bodo na neki točki menda celo prisiljene izbrati stran, se pravi Kitajsko oziroma zavezniki Kitajske in pa ameriški dolar, ne. A mislite, da obstaja možnost, da bi Kitajska v bistvu nekako oblikovala zavezništvo z drugimi trgi, razvijajočimi trgi? Možno. Sej juan je že zdaj vse bolj sprejeta valuta. No. Kitajci, kar so močni, njihova ekonomija še zmeraj zelo raste in pač tudi oni verjetno deloma so zanimivi tudi za trgovino pač in da sprejemajo vse več in več njihovo valuto kot valuto za blagovno menjavo. Ne. Samo še zmeraj je pa za nas, za Evropo je pa evro pa dolar. Ne. A vi tudi kaj investirate v kitajska podjetja? Ne, mi niti ne smemo direktno investirati na Kitajsko, mi lahko investiramo samo v države članice OECD-a. Aha, kot pokojninski sklad, ne smete? Ja, ne smemo direktno, lahko posredno preko skladov, se pravi, mi lahko kakšen ETF kupimo, ki je vezan na Kitajsko ali pa kakšen vzajemni sklad, ki je vezan na Kitajsko ali pa na te trge v razvoju, to lahko je, a direktno delance pa ne. Tudi ne smemo v regiji, lahko mi recimo, če gledamo področje bivše Jugoslavije, lahko samo v Slovenijo vlagamo, zato ker Slovenija je edina, ki je članica Evropske unije. Pogoje ali EU ali pa OECD, Slovenija pač to izpolnjuje, druge države pa ne. Kaj pa, a ste investirali pa kakšen ETF, ki investira oziroma ima naložbeno politiko na Kitajskem? Ja, CSI 300, pa tudi neki smo KWeb, to, ki je bila tehnologija vezana pa to. Ja,
investiral smo. Pa tudi Koreja, recimo, Korejo smemo direktno vlagati, ampak tudi smo nekatere trge v razvoju, tudi brazilske te ETF-e smo vzeli. To je bolj taktično, ne, kupuješ. Ko vidiš, da je. Ja. Zdaj mali naši vlagatelji vsi poslušajo, brazilske, kitajske, korejske. Ja, in zdaj ponovadi, ko slišijo nek tikar, ne grejo takoj v akcijo, v nabavo. Ne? Katere recimo ETF-e pa ima vaš sklad, recimo, da lahko izpostavite? Ja, lahko. Recimo zdaj v tem trenutku imamo večino ETF-e, ki so vezane na Zahodno Evropo, na DAX, KAK, imamo na Ameriko, imamo na Nasdaq. Mislim, to so indeksni več. Pol imamo pa tudi kakšne tematske, tako kot recimo Kitajska vlast, smo imeli KWeb, to se pravi internet kitajski, znamo imeti zelo pogovorno. Imamo tudi evropske banke, Eurozone Banks, smo nekima direktno banke kupovali, pa smo pa še ETF vzeli evropske banke. Imamo tudi recimo ameriško, smo imeli energetiko, takrat lanske, to je bilo kar zanimivo, ne. Na splošno se na zelo enostaven način se lahko kupuješ sektorje določene v svetu, ali po posameznih državah, ali pa celo na nivoju Evropske unije, ali pa celo na nivoju celotnega sveta lahko kupuješ. A zdaj, ko taktično kupujete, investirate, za koliko časa pa potem držite potem to naložbo, ki je taktična? Ne, mi na splošno večinoma to kupujemo bolj na strateško, se pravi, da imamo vsaj let pa pol, zelo veliko teh papirjev imamo tudi leta in leta. Noter imamo pa včasih pa tudi samo na par mesecev. Zdaj pa, da bi rekel tedensko ali pa dnevno, da investiramo, pa spreminjamo investicije, to pa ne. Se pravi, bolj ta pasivna strategija investiranja. Ja. No, pa za razliko recimo od večine pokojninskih skladov, nam je dovoljen, da tudi večinske deleže kupujemo v podjetjih. Tako da smo na nek način, kvazi private equity, imamo investicije, en del portfelja. Tako da to je zanimivo, po drugi strani pa tudi to težko. Mi imamo recimo v dveh podjetjih smo večinski lastniki, imamo pa tudi nekateri drugi pokojninski skladi imajo večinske deleže, potem imamo pa nekaterih podjetij, kar dosti podjetij, pa imamo več kot 10% ali pa več kot 20% lastništva. V nepremičnine ste pa rekel, da ne morete direktno investirati. Čakamo na spremembo zakona, tako da ne moramo direktno, pa imamo pa neke naložbe v nepremičnine, ampak to imamo na način, da prek SPV-ja, ki smo ga ustanovili. Tisto, kar je tudi zelo pomembno mogoče za povedati, je, da mi lahko vlagamo samo v podjetja, ki so skotirane na borzi. Sprav samo podjetja, katere delnice so na borzi, to je zaradi zaščite vlagateljev, zaradi zaščite, tako ker mora biti podjetje zelo transparentno. Ker slovenski pokojninski skladi namreč investirajo tudi direktno v nepremičnine, so pravi, so lastniki nepremičnine. Ja, mi to ne smemo še. Se bo pa tudi to spremenilo. To se bo spremenilo, čakamo spremembe zakona. In tudi imate to željo, da bi dejansko kupovali neke skladišča, bolnice, hotele in pa... Ja, zanimivo je to, pač v nepremičnine, ko imajo stabilne donose. Mi ne bi šli v razvojne projekte, da mi zdaj nekaj gradimo, ampak obstoječe nepremičnine, ali so to stanovanjske nepremičnine, ali so to poslovni prostori, ali so to kakšni logistični centri. Nas to vse zanima. Zdaj pa šlo malo do ohlajanja teh cen nepremičnin, in tudi mislim, da bo še zanimivo. Sam še zakonodajo vam spremenijo, pa greste pa lahko v akcijo. Prej ste omenil nekaj IT panogo vezano na kitajsko IT, pa me samo zanima na splošno, koliko spremljate IT, kaj vam je interesantno, mogoče spremljate tudi razvoj umetne inteligence, robotizacije in tako dalje. Ja, spremljamo, sam ne jaz to moji, ki delajo pri nas, ne. Spremljajo. Zdaj pa nam rekel, da pa prav zelo artificial intelligence, da prav posebno smo to izpostavili, pa to lagajo. Ne, mi malo bolj široko, ali zajamemo posamezno delanco, ali pa zajamemo malo bolj širok. Sam kar se tiče tehnologije, ne, dostkrat blue chipe kupujemo. A govorijo bolj o ameriških blue chipih ali kakšnih? Bolj o ameriških. Se tega v Evropi ni prav zelo veliko. Res je, ja. To je Amerika veliko bolj razvita. Zdaj, ko ste govorili o umetni inteligenci tudi, a ste mogoče kaj razmišljali, da bi pri upravljanju vašega premoženja si pomagali z umetno inteligenco? Direktno z umetno inteligenco ne, ampak del portfelja polagamo glede na po matematičnih modelih, ki smo jih pa kar sami razvili. Nekatere smo prevzeli, ki so obstajali na trgu, pa smo jih modificirali, kaj pa tudi sami razvijamo. To je en del vlagamo, samo to pa ni artificial intelligence, ne na ta način. Je zelo enostavno, pa
imamo formule določene in glede na te formule pač delamo reassessment portfelja. Ni tako, da bi se sam naučil vsakič, ko bi zagnal formulo. Ne. Mogoče se pa še to razvije, kdaj v prihodnosti. Ker zdaj se veliko govori namreč o tem, da bi pač umetna inteligenca prevzela marsikatero službo, mogoče bi tudi lahko upravljala premoženje namesto človeka, ker se izogneš pa tem človeški napaki. Ja, upam, da ne, če ne bomo vsi brez službe ostali. Vse te svoj dar upravljal pa bo. Ja, to je tudi res. Kako pa je s kriptom, kako pa gledate na kriptotrg? To tudi ne smemo vlagati v kripto. Vem, da ne smete, ampak vsem pa verjetno malo spremljate razvoj, ne? Ali ne? Dajmo reči, to je zelo hitro se razvija, zelo hitro je šlo naprej, zdaj pa kar stagnirano. Pa zdaj se je prvič začel pojavljati, ker že v nekaterih določenih resnih časopisih so se začeli sprašovati, ta kripto ima smisla, je smiselno, ni smiselno, sploh to potrebujemo ali ne. Sam začel se je razvijati in po mojem se to še naprej razvija. A lahko mogoče samo za konec se še dotaknemo mogoče malo teh geopolitičnih trenj in pa v bistvu vseh tveganj, ki nas čakajo kot investitorje do konca leta in v naslednjem letu. Naslednje leto imamo tudi volitve v Ameriki. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, začela se je že predvolilna v bistvu ta cirkus z aretacijo Trumpa. Kako bo to vse skupaj vplivalo na naša življenja? Ja, jaz mislim tudi je zelo važno, kako se bo v Ameriki volitve končale. To se mi zdi tudi kar za celo regijo Evropo je zelo bistveno, tudi za razvoj tele vojne v Ukrajini, če se ne bo že prej končala. Upam, da se bo prej končala, pa to ne. Samo nedvomno je pa prišlo do tega, da pa Kitajska je en pol, pa zaveznice Kitajske, ZDA, Evropa, mi smo nek drug pol, pa te anglosaške države. Ne. Zdi se mi, da vse bolj in bolj prihaja do razslojevanja in da prihaja do razlik. Po mojem, da bo pozitivno to, da se bojo začele določene industrije, se bojo začele vračati v Evropo, v Ameriko tudi. Mislim, da bo države, ki so še zmeraj delovna sila, ki je izobražena, pa ki je bolj poceni vse skupaj, tako je tudi Hrvaška med drugim, pa tudi Slovenija na koncu, kar se tiče v primerjavi z Zahodno Evropo pa z Ameriko, mislim, da mi lahko tukaj profitiramo. Je pa, po moje pa, da je to proces, ki se ne more več zaustaviti, enostavno prihaja do tega nearshoringa, vračajo se industrije, delajo se barijere med Zahodom pa med Vzhodom, se pravi Zahod, Kitajska. In naše življenje, to se bo spremenilo, kar po moje. Spremenilo v kakšnem kontekstu? Ja, enostavno po moje bo pač začele se spet pojavljati določene panoge, ki so zginile iz Evrope. Po moje, da bo tudi malo dražje vse skupaj rata, zato ker pač iz Azije smo vsem prinašali poceni izdelke. Na področju tehnologije se bo tudi prišlo do razslojevanja, pač se že zdaj postavljajo barijere Američani pa Evropejci Kitajcem in verjetno bo trgovina na splošno ne bo toliko svobodna, kot je bilo do zdaj, da se to po celem svetu pa globalizacija bo to. Zdi se mi, da se je globalizacija, da se bo to vse skupaj malo zaustavilo. A veste, kaj sem vas še pozabila vprašati? Kako pa, zdaj, ko ste omenili Ukrajino, vojno in tako dalje, kako pa gledate, a vi tudi investirate v kakšne surovine? Direktno ne. Se pravi, preko ETF-ov investirate? Celo preko ETF-ov ne moramo vlagati v commodities. To ne. Kaj pa zlato? Ne, lahko kupujemo delance pač podjetij, ki se pač lahko kupujemo recimo BHP Billiton, lahko kupujemo Anglo American, vse te podjetja, ki imajo rudnike, ki se bavijo s trgovino pa s proizvodnjo surovin. Ja, to lahko, ja. Kaj pa zlato, kako se vam pa to zdi interesantna naložba? Nekateri pravijo, da je mus imeti v portfelju nekaj zlata, vsaj za fizično osebe, za institucionalce so malo drugače. Ja, mi niti nismo bili na temo. Tudi zato direktno ne smemo kupovati svet, pa tudi te podjetja, ki imajo rudnike zlata, pa to enostavno ne. Mi gledamo to zelo enostavno. Pač, če zlato kupaš kot tako fizično, tle nimaš nobenega donosa, nimaš niti obresti, niti dividende. No. Pa to je nekaj, kar smo malo bolj konzervativno popravili. Zakaj ne bi kupil delnice NLB-a, ki ima donos 7-8% po banke na splošno ali pa te energetske kompanije. No. Tako da enostavno tudi za diversifikacijo zlato niti ne kupujemo. No.
ker imam, ja. Ja, sej. Kaj pa recimo, to bi vas še vprašala, zdaj se zelo veliko govori o trajnostnih naložbah, o ESG-ju, o zelenem prehodu, v glavnem vse gre v to smer. Kako pa vi gledate na to? Ja, to smo pa zelo pozitivni, no. Z ESG. Mi nismo še implementirali te politike ESG-ja direktno v sklade, sam smo pa recimo večinski lastniki enega podjetja, ki se bavi z obnovljivimi viri energije, ne. Ima pa wind power, ne, pa tudi zdaj ima solarne te panele, pa tu. Spravi, solarno energijo, proizvodnjo električne energije, pa tudi smo zelo, zelo pozitivni in to zelo raste ta naš podjetje, zelo velik interes je za vlaganje v to podjetje. In mislim, da bo zelo raslo to. No. A bi lahko mogoče za konec našim poslušalcem in gledalcem svetovali, kako upravljati z denarjem v prihajajočem letu oziroma do konca leta oziroma na nek dolgi rok, no, bova rekla na dolgi rok. Ja, na dolgi rok bi pa kar rekel, jaz bi imel kar dosti denarja v delnicah, sploh mi zanimivo so delnice z visokimi dividendnimi donosi, en del tudi v delnice, ki pomenijo tehnološki razvoj. Definitivno pa zelo diverzificirati portfelj. Ne vse v en koš. Diverzifikacije, delnice z dividendnimi donosi so zmer zanimive, pa tudi te nove tehnologije, ki prihajajo, samo to moraš pa zelo dobro znati spremljati. Kaj pa obvezniške sklade? Tudi obveznice so tudi zanimive. Sploh zdaj so ratali zato, ker so donosi na obveznice zelo zrastali, no. In so ne samo te državne obveznice, ampak tudi korporativne obveznice, ampak še municipalne obveznice, pa to so zanimive. A imate vi tudi svoj lasten portfelj investicij? Ja, malo. In kako ga vi upravljate, ste investirani? Recimo na Hrvaško ne investiram. To je zato, ker hrvaški trg je toliko plitak, da v bistvu si ti potencialni conflict of interest skladom zelo hitri. Zato ne vlagam tudi sploh na teh majhnih trgih, na zahodu pa jaz, prek ETF, pa direktno delance, ampak zelo diverzificiran, pa to zelo redko transakcije delam, privatno, zelo redko, to je isto, na dolgi rok investiram. Se pravi, ETF več ali manj? ETF pa tudi direktno delance, ne, tudi direktno, ampak na daljši rok, to niso naložbe na en teden, 2 tedna in mesec, to je na 2 leta, 3 leta, 5 let. Ja, super. Odlično, najlepša hvala za super debato. Tudi vam. Lep pozdrav. Dragi poslušalci in gledalci, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.